Lepo pozdrav vsem skupaj, moje ime je Aleksandar Šinigo in seveda zdaj vas pozdravljam z enim posebnim namenom. Danes bi vam rad predstavil brezplačne bonuse in vsebine, ker sem bil kregan, da vam tega včeraj nisem naredil. In bom to naredil seveda na tak dosti enostaven način, praktičen način in maksimalno sem potrudil, da bom kratko to naredil. Mislim, in v tem času seveda čakam mojega otroka, da konča nogomet, tako da jaz imam čas, da z vami govorim, če boste imeli kakšno vprašanje, mi seveda vedno lahko napišete v komentarje in z veseljem bom to naredil. Zdaj, sam preverjam, če me vidite in slišite, in napišite mi samo en komentar, tako da sem tukaj, da me vidite, slišite, kajti imeli smo eno tako majhen tehnološki izziv, ki upam, da je zdaj rešen in če me slišite, vidite in če je vse ok, bo to meni bistveno lažje narediti do konca. Ja? Tako da, dajmo najprej zakaj se vprašati, dajmo zakaj bi dejansko vam koristilo, da se udeležite in spoznate te vsebine in da dobite vse te bonuse v vaše življenje. Prvič zato, ker mogoče želite več denarja. To pomeni, če je denar izziv pri vas, to pomeni, da v tem trenutku rabite izboljšati finančno stanje. Seveda vpliv na finančno stanje ima vaše vedenje, vaše razmišljanje, vaša prepričanja, kajti denarja danes zelo veliko v resnici obtoku. In kako do njega prideti, seveda so različne strategije, ena izmed stvari, kjer se vse začne, je pa vaš notranji svet. Torej, če imate kakšno prepričanje, ki ste ga dobili v otroštvu, od staršev, od učiteljev, od izkušenj v življenju, lahko to spremenite tako, da spremenite vaš notranji svet. Ko spremenite vaš notranji svet, se v resnici navzven začnejo stvari spreminjati. To ne pomeni, da pridete z ene delavnice NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP coach in že na koncu delavnice bo na vašem računu nekaj denarja, temveč bo treba za to nekaj narediti, vendar boste z novimi tehnikami, novimi znanji avtomatično več vredni. Ker če pogledate nekoga, ki v resnici nima teh znanj in prije na delavnico v primerjavi z nekom, recimo, prije nekam na neko poslovno priložnost, pa nekdo, ki teh znanj nima, ima ta absolutno prednost. Vedno, ko nekaj znate, če recimo znate neki jezik, imate prednost pred nekom, ki jezika ne zna. In ko znate NLP, imate prednost pred nekom, ki tega ne pozna. In zdaj, seveda, kakšni so bonusi, oziroma kakšne stvari boste lahko dobili povsem brezplačno kot del te ekipe, bom pa takoj predstavil. Mogoče recimo druga stvar, ki vas zanima, je karijera, da bi lahko naredili preboj na področju karijere. Ali vas je strah, ali je mogoče kakšna omejujoča prepričanja, ki vas tukaj omejuje, ali pa mogoče ne date vse od sebe, niste sfokusirani, ste razpršeni, ali pa počnete tiste aktivnosti in naloge, ki so na nizkem nivoju. In tudi zaradi tega vam to lahko neskončno koristi, če investirate v sebe, če investirate v ta znanje, če investirate v to, da postanete najboljša verzija v samih. Ali pa da je težava v odnosih, to, kar doskrat govorim, da ste ženska, ki ima ogromno moške energije in zaradi tega seveda moške ne privlačite ali pa privlačite napačne moške, ali pa obratno, da ste moški, ki ima ogromno ženske energije in s to žensko energijo v resnici tistih žensk, ki bi rad privlačil, ne privlači. Tako da ogromno stvari, ko jih lahko tudi naredite na področju zdravja, prehranjevanja, danes boste našli ljudi, ki recimo čustveno jejo, ko recimo so pod stresom ali pa imajo eno stvar, ki se jim dogaja, grejo v omaro in z omaro poskušajo ta stres odpraviti. Mi vemo danes, da dostikrat se zgodi to, da stres tam ostane. Tako da jaz vam samo želim predstaviti zdaj naše vsebine, da grem skozi te vsebine in jaz bom hvaležen, če samo napišete, da me vidite, slišite, tako da bom imel občutek, da lahko nadaljujem in seveda občasno tudi spet bom prosil kakšen feedback. Sam da vidim, če se slišimo, pa vidimo. To je sam dodatek, sem rekel k temu webinarju, ko sem bil kregan, sem mi rekel sodelavka, da Aleksandar, pa nisi niti enega stavka povedal, kaj se bo tam dogajalo. Zdaj, ko v redu, zdaj, ko imam čas, ko čakam na našega Mesija in Barcelono in kako dajo kakšen gol, v resnici vam lahko predstavim to, kar sem včeraj dejansko na nek način spustil ven in bi bilo mogoče koristno, da vas slišite. Ja, to pomeni, dajmo si pogledati NLP praktik, smo rekli. NLP praktik mi začnemo 2. februarja. Mislim, zakaj NLP praktik? Zato, ker sem že prej rekel, da s temi vsebinami boste znali bolje komunicirati sami s sabo, s temi vsebinami boste znali v resnici bolje razmišljati, s temi vsebinami boste v resnici znali programirati svoj um. Tukaj govorimo o osnovah. Osnove so vedno koristne za to, da vi začnete vaš notranji svet spreminjati, da nekomu drugemu pomagate. In mi bomo imeli tako, postavili si bomo cilje, ker je ena izmed stvari, ko opažam, da podjetniki, vodje, ljudje, ki želijo nekaj uresničiti v življenju, ne znajo dobro postavljati ciljev, ne znajo komunicirati, ne znajo vzpostavljati stika, ne znajo se z nekom povezati, ne razumejo, recimo, če nekdo je govoril recimo v vizualnem
recimo in v vizualnem smislu in uporabljajo vizualne procesne besede, ne razumejo tega in mi se bomo to naučili prepoznati nekoga oziroma situacijo, v kateri je pretežno nekdo uporabil ali vizualne ali pa auditivne ali pa kinestetične besede. In ena izmed stvari, ki se bomo tudi naučili zelo natančno, je seveda to, kako nekomu pomagati rahljati zemljevid sveta, model sveta, da bomo videli, da dejansko oseba, ko je dala nek spomin ven, ko je nekaj razlagala, vam v resnici ne razume in ne vidi svojih lastnih omejitev in bomo znali nekomu pomagati te omejitve reševati. Naučili se bomo seveda neke hipnoze in tudi samo hipnoze, naučili se bomo tudi, kako odpravljamo strahove, jaz bom pripeljal kače in pajke in tiste klaustrofobike, recimo zapremo prtljažnik, med pauzo boste šli lahko na nek nebotičnik, tudi bomo imeli v bistvu ogromno praktičnih primerov in moj cilj bo seveda to prvič, da boste vsebine NLP-ja osvojili in drugič, da ko boste prišli na NLP praktik, zdaj kaj imamo, da boste tudi spremenili vaš notranji svet in seveda vam dam potem domačo nalogo, da to počnete do konca življenja. Kajti tehnike, ki jih boste osvojili, bojo imele lahko za vas neverjetno vrednost. In tisti, ki počnete že zdaj nekaj, vodite firme, ste podjetniki ali pa recimo bi radi postali podjetniki ali pa bi radi spremenili neko svojo karierno orientiranost, bo to neverjetna podlaga za vse vaše početje, da boste to lahko predali naprej sodelavcem, da boste lahko strankam pomagali. In danes imam recimo ljudje, ki so frizerji, ki so računovodje, ljudje, ki so tudi zraven malo psihologi, ker v resnici ljudje pridejo k njim in se jim malo potožijo in če imajo neke NLP tehnik, lahko s temi tehnikami pomagajo tem ljudem. Tako da jaz komi čakam, da boste po NLP praktiku s temi vsebinami prišli na trg drugačni. In jaz sem že prej rekel, če nekdo zna angleščino, če nekdo zna italijanščino, če nekdo zna nemščino, ima prednost, kaj ti lahko z nekom lažje komunicira. To znanje mu daje višjo vrednost in se lahko nekaj zmeni, se lahko nekaj dogovori. Če nekdo zna NLP, je to zame, ne sklame. Pri nas so stvari, ki so neverjetno praktične. Jaz učim v bistvu NLP Richard Benderja, ki je eden izmed dveh ustanoviteljev. Ko boste spoznali oba v živo in jaz, ko sem jih spoznal oba, boste v resnici vedeli, kje je tisti genijalc v ozadju in kaj je ta genij od človeka naredil. In jaz kot asistent, zdaj bo ogromno let, odkar sem že pri njemu asistent, mislim, da leta 2009 sem bil prvič na taki mali delavnici asistent in kasneje vsako leto na praktiku, mojstru praktiku, tudi na trenerju in na eni posebni delavnici, ki se imenuje Design Human Engineering, pri njemu asistent. In boste iz prve roke slišali, kako so nove vsebine, kako so te vsebine posodobljene, kako jih lahko kombinirate z ostalimi vsebinami in tako naprej. Čisti pravi NLP vsebine. Jaz sem obljubil seveda tudi zraven tega, poleg tega, da bom enega VIP gosta pripeljal, da bomo si povedali film enega športnika, atleta, ki je dobil vse medalje, ki je uporabljal zakon privlačnosti pri svojem delu, bomo v resnici dobili še bonuse. Bonusi so online in boste dobili lahko online v naših zaprtih skupinah in ti bonusi so, da vam dam primer, prvi bonus, kako talente spremenite v evre. In prva stvar se mi zdi pomembna, da ljudje danes ne znamo spreminjati talentov v evre in doskrat rečem ljudem, da na pokopališču imate ogromno ljudi, ki v resnici nimajo v bistvu s tem svojim znanjem nimajo nič, kar so pustili za sabo in jaz bi rad seveda, da vi postavite te stvari iz glave, te talente, ki jih imate v sebi, v življenje. In to bo namen tega online bonusa. Jaz vas bom skozi nekaj tehnik peljal skozi, kako seveda to narediti. Druga stvar je ta, da bom seveda imel drugo online brezplačno vsebino, kako služite denar med tem, ko spite. To bo naslednji bonus namenjen NLP praktikom. In jaz seveda s tem ogromno se ukvarjam, kako lahko vi pomagate vašim strankam med tem, ko spite in tukaj bom delal veliko na avtomatizaciji. Moče ne bom imel za vse poslovne modele rešitve, sam recimo jaz sem ogromno študiral za ta moj del in tukaj je ogromno priložnosti avtomatizacije in ne vem, če sem to že razlagal, jaz sem bil kar nekaj časa prostovoljc pri Tony Robbinsu in Tony Robbins ima eno delavnico, ki se imenuje Wealth Mastery in v starih časih govorim, ne vem, leta 2006, 2007, 2008, 2009, ko sem jaz bil praktično na vseh teh Wealth Masteries delavnicah prostovoljc, je bil tam v živo gost en gospod, ki se imenuje Kit Cunningham.
Zdaj ga nima več v živo, ga ima samo na posnetku in ga v živo lahko vidite samo na delavnici Business Master. No? In Kit Cunningham, ko sem se z njim spoznal, sem bil tudi potem na njihovih delavnicah, ki jih sam organizira. Takrat jih ima eno skupaj z Josephom McClentonom in eno sam. No? In Kit Cunningham je v resnici tisti bogati očka iz knjige Revni očka, bogati očka. Ja? In Kit Cunningham je v bistvu genialc in poslovni genialc in tudi, če boste kakšno njegovo knjigo prebrali, se splača prebrati. No in on razlaga v resnici o tem, ko zdaj hočemo povedati, to pomeni, da v resnici, če ne služite denarja, medtem ko spite, če nimate sistema, če nimate postavljanja sistema, kako boste tam rasli naprej, boste vedno odvisni od tega, da boste izmenjevali vaš čas za denar in to je naporno, predvsem zdaj tako je čas omejen in drugič tega tudi se lahko zgodi včasih, da ne boste mogli tega časa za denar izmenjevati, zato je pomembno, da imate sisteme, da imate čim več sistemov in seveda en tak sistem je lahko knjigica, en tak sistem je lahko video, audio, vendar imate lahko v zadju več sistemov, o katerih bom govoril in vam seveda te sisteme predstavil v tem online webinarju, ki bo darilo za vse tiste, ki se boste pridružili seveda našemu NLP praktiku, ki začenja drugi v Ljubljani. Tako da jaz si želim, da bo razmišljate o temu, če zdaj izginete in res recimo na dopust, koliko denarja bo zdaj prihajalo v žep, kako bo sistem, ki ste si ga postavili, funkcioniral brez vas, ali pa tako pravi Kit Cunningham, v resnici, a imate vzvod, ki je podoben temu vrtiljaku, ko recimo, če pomislite na vrtiljak, recimo, ki ga morate zagnati ročno in nekaj časa rabite, da pritiskate in kasneje se zgodi to, da rabite zelo samo malo porivati, ker se sam vrtiže, ker ima neko gibanje, že samo od sebe. Ja, samo napišite mi, če me slišite to, da vidim, pa vidite, če se v redu, če je dobra povezava, da bom vedel, da ste tukaj z mano. In tretji bonus bo nekaj osnov samohipnoze in tam bomo predstavili predvsem nekaj praktičnih stvari, kako jaz delam samohipnozo za vse tiste NLP študente, mislim, da bo to koristna stvar. To bo na NLP praktiku. In vsi ti bonusi seveda veljajo tudi za vse tiste naše študente, ker to zdaj sem jih spet prenovil, ki ste že prej bili z nami. Tako da, tudi če ste že lani odpravili NLP praktika, pa predlani pri nas, seveda, v okviru Mastermind Akademije, boste napisali tjaši in vas bomo obvestili, ko bo to na voljo, ker to bo bonusi, ki jih bom dajal tako malo sproti za pokušanje. Tako 3 bonuse dobite, to pomeni, kako talente spremeniti v evre. Drugi bonus, kako služite denar medtem ko spite in tretji bonus je osnove samohipnoze. Vsi 3 bonusi so namenjeni temu, da boste seveda pri svojem delu, pri svojemu življenju, pri temu, kar počnete, lahko bolj uspešni. Ja? To je NLP praktik. Smo rekli, drugi začnemo, to je petek, 3. sobota, 4. nedelja, to je februar in potem nadaljujemo 8. ki je praznik, 9. to je petek, 10. sobota, 11. nedelja. Zdaj imamo v bistvu tako naredimo, da 2 vikenda, malo vmes pauze, 3 dni, 4 dni in seveda na koncu imamo izpitno zabavo, ko dobite poseben test, ki bo res poseben, boste videli. In to je NLP praktik. NLP praktik licenco dobiste podpisano strani dr. Richard Bandlerja, tudi certifikat, ki ga podpiše moj mentor iz Amerike. In s to licenco, to je najbolj razširjen certifikat na svetu in v resnici je tudi najstarejši in s to licenco praktično lahko reste kamorkoli se pokažete. Mislim, danes v NLP svetu boste videli, da je dr. Richard Bandler v bistvu neverjetno cenjena oseba, ki je praktično spremenila svet in jaz verjamem, da boste s tem certifikatom, ki ga boste dobili, lahko ogromno stvari tudi v karieri naredili in bo to koristilo. Ja? Potem smo rekli, imamo naslednja stopnja, naslednji modul je seveda NLP Mojster praktik, to začenja konec februarja in sicer začenjamo tako, da imamo v torek popoldne, sredo popoldne, četrtek, petek, soboto cel dan in to ponovimo še enkrat drugi modul v aprilu. In tam bom pa imel ta mojster praktik je mogoče malo bolj poslovno, podjetniško orientiran, pa v resnici boste videli, da boste lahko vse te vzorce, ki se bomo mi naučili, spoznali bolj natančno. Na mojstru praktiku bomo spoznali metaprograme, ki jih lahko pravite v poslovnem svetu, ali pa za motivacijo domačih, ali pa za motivacijo sodelavcev in tako naprej. Naučili se bomo seveda, kako narediti stvari
narediti trajne spremembe. To je en model, ki ga je Richard Bender skupaj z njegovo trenerko Katlin razvil in tega ne boste v nobeni knjigi našli. Jaz vam garantiram, da tega je na trgu, tega znanja, kako delati trajne spremembe oziroma generativne spremembe, nikjer ne morete slišati in to bo res neka ekskluzivna znanja mojstra praktika. In na tem mojstru praktiko boste v bistvu lahko se učili, kako narediti generativno spremembo. In kaj je zame generativna sprememba? Sada razumete koncept. Recimo, na NLP praktiku boste s temi znanji lahko nekomu pomagali, da se reši kaditi. To meni, boste mu pomagali, mi imamo neko posebno tehniko, kako premikamo podmodalnosti za spremembo prepričanj, kako premikamo podmodalnosti za spremembo odvisnosti od hrane in tako dalje. In tudi istočasno za kajenje. To tehniko lahko naredite že na NLP praktiku, to meni na prvem modulu. Na drugem modulu, na NLP mojstru praktiko, ko delamo generativni model sprememb, pa lahko pomislite na naslednjo stvar. Recimo, da nekdo je kadilc in potem, ko naredite vi tehniko, ne kadi več. Vaš cilj ni samo, da je tam neha. Vaš cilj je, da lahko ta oseba postane bolj zdrava, da recimo pije več vode, je več sveže zelenjave, sadja. In resnici bi mu radi pomagali, da ne neha sam tam, da se začne gibati, da začne. In temu rečemo generativna sprememba. Generativna sprememba je sprememba, ki se nenehno vrti in spreminja. In to bomo delali na NLP mojstru praktiku predvsem zaradi tega, ker bi rad, da postanete dobri v generativnih spremembah. Tam smo učili tudi kako metamodel jezika, ki ga boste sanjali skupaj z mano. In jaz mislim, da je Bendler in odličen v tej uporabi in tudi jaz počnem nezavedno, boste videli, kaj počnem z metamodelom in boste seveda na mojstru praktiku spoznali, kako še lahko drugače uporabite metamodel jezika, tudi zato, kako lahko z metamodelom jezika greste in delate neko smeritev in smernico, delate smernice ljudem. Tako da to je ta del. Mi seveda bomo imeli stvari, kot so custom made swish, to pomeni, mi se bomo učili delati swish, ki ga na praktiko osvojimo, po meri. Tako da po meri boste lahko ta swish naredili zase ali pa za nekoga, ki imate radi in swish tehnika je neka stvar, ko jo razumete enkrat, kako funkcionira, kajti swish znate še takrat, ko znate pobrisati zemljevid sveta. Ko pobrišete zemljevid sveta, v resnici se ne morete več priklicati. In takrat, ko ga ne morete več priklicati, pomeni, da je swish bil učinkovit. Tako da tam piše v knjigah, boste videli, ponovite 6-krat, ponovite 12-krat, v resnici ni res. Boste lahko ponovili swish 3-krat in bo končano, ali pa boste rabili narediti, recimo, klasičen swish 10-krat in potem vidite, da to, recimo, rabite spremeniti in boste potem delali ta custom swish, ki ga delamo na mojstru praktiku. Mi bomo imeli seveda seminarsko nalogo in jaz seveda tukaj si želim, da boste modelirali nekoga, ki je odličen. Ker kako je NLP oziroma neurolingvistično programiranje nastalo? Ta moj mentor, ki govorimo o njemu, dr. Richard Bandler in John Grinder sta takrat modelirala uspešne terapeute. Ona sta šla recimo do Miltona Ericksona, ki je bil odličen hipnotizer in sta se ukvarjala ne z vsebino, kaj je Erickson počel, temveč za strukturo, kakšne jezikovne vzorce je uporabljal, kako je komuniciral in tako dalje. In na koncu je nastal ta NLP. In jaz bi rad, da vi ste sposobni, ko končate NLP mojster praktik, delati svoj NLP, oziroma delati svoje vsebine, svoje strukture, da znate ljudi modelirati. In najbolj pomembno je, da znamo ločiti zgodbe, ki nam ljudje hočejo prodati, od vsebine. Ja? Napišite samo mi komentarje, da vidim, če me slišite, ali pa kliknite na like, če me vidite in tako. Samo toliko, da vem, da ste z mano. In delati bomo strategije, napredne strategije, pomembno bi seveda, da boste znali tudi razumeti, kdaj je oseba recimo motivirana, kdaj ni motivirana, kako se motivirana, kdaj je oseba prepričana, ne? In kdaj ni prepričana in tudi seveda, kako sprejema odločitve. Pomembno bo tudi, da boste znali vplivati na 3 stvari, motivacija, odločitve in tudi to, kar sem rekel, biti prepričan. Kajti pa ste nekaj, ne? Če vi niste prepričani v nekaj, potem ne greste v polnosti to stvar dobiti ali pa to stvar narediti. Tako da je prepričan biti je tudi ena zelo pomembna strategija, ki bi jo zelo priporočil, da osvojite. No, potem pa si bonuse. In bonuse, ki jih tukaj dobite, je seveda en tak dost finančni, 3 delavnice so kot bonusi. Na mojstru praktiku seveda dobite delavnice kot bonus. Prva ta online, to so vse online delavnice, ki jih lahko kadarkoli pogledate in kolikokrat pogledate do konca življenja. Edina ena stvar, vas bom res prosil je,
ker to jaz vam dajem zakladnico mojega znanja, ki jih skozi nadgrajujem, skozi investiram v njo, da teh delavnic ne boste online delavnic delili z nekom drugim, razen s teh imate zase. Prav. Tudi prva delavnica, ki boste na mojstru dobili, je kako od nič do milijon evrov prijeti. In jaz sem tukaj modeliral milijonarje in moram priznati to, da prvič ne samo, da sem jaz izboljšal moje stanje oziroma poslovanje in delovanje, tudi ogromno ljudem sem s temi strategijami pomagal. In delavnice sem nudil od nič do milijona evrov in tukaj, ker sem te milijonarje modeliral, opazoval, se z njimi pogovarjal, jih spraševal, sem tudi na koncu izdal knjigo v angleškem jeziku in je namenjena predvsem tistim, ki so podjetniki in si želijo rasti hitreje, in tudi tistim, ki bi radi bili podjetniki in vas zanima seveda, da boste finančno svobodni in je to najpomemben del. Tako da ta bonus, ta delavnica online je povsem brezplačno za vse, ki boste mojstri praktiki v tem letu. Tako da zelo vesel in seveda hvaležen, da se nam pridružite in ste ok, to je prva delavnica, smo rekli, finančna. Druga delavnica, ker ta mojster praktik je mogoče malo bolj poslovno orientiran in usmerjen k temu. Druga delavnica je avtentični vodja in NLP. In tukaj bom mogoče te vsebine vodenja, ki jih imam v eni delavnici, ki traja 2 dni, skoncentrirano delil. Tu bo ena tako online delavnica in bom dejansko šel skozi vodenje, tipe vodi in seveda potem kombiniral NLP z vodenjem. Ker recimo, videli boste nekaj, danes imamo ogromno ljudi, ki so vodje, podjetniki, nikoli niso formalno šli skozi neko šolo in tudi nikoli niso imeli nekega formalnega coacha, mentorja, ki bi jim pomagal, da so boljši vodje. In v tej delavnici, online delavnici, ki bo brezplačna, ko se boste prijavili na NLP Mojster Praktik, bo brezplačna za vas in jo boste dobili kot bonus. Vas bom naučil seveda, kako lahko postanete boljši v vodenju. In ena izmed stvari, ki je pomembna, ta, da imate neko namero, da boste odlični vodja in tudi si morate odločiti, kakšen bo vaš stil vodenja in kakšni so seveda neki standardi in vrednote, s katerimi boste vodili. No, in mi se bomo o tem delavnici pogovarjali in jaz tudi bom hvaležen, ker ko se mi vidimo prvič v živo, sem da se vidimo mi v živo, mi se vidimo prvič na Mojstru Praktiku živo 27. februarja in takrat mi boste vi dali osnove prvič za to online delavnico, ko sem rekel prej, da boste kako od nič do milijona evrov in tudi drugo, kako lahko postanete odlični vodje in kako lahko počnete eno stvar odlično v vašem življenju, da boste odlični v vodenju. Tako, to je druga delavnica in zdaj tretja delavnica na Mojstru Praktiku, letos online delavnica bo. In še enkrat ponavljam, vsi tisti, ki ste mojstri praktiki že lani bili pri nas, bo ta delavnica, letos to naredim eno posebno VIP darilo za vse naše mojstre praktike od lani, predlani. Napisali boste Tjaši, rekli, draga Tjaša, jaz bi rada imela to online delavnico od Aleksandra, ki jo letos posodablja. Mislim, vi se morate zavedati, da sem recimo to soboto bil na delavnici, sicer potem sem bil tako izhodi doma, da sem se to soboto učil, da se zdaj učim, da se učim v avtu, da se učim zjutraj, da se skozi učim. In nadaljujem moje znanje, ker moj cilj je seveda, da bom lahko vam dal neverjetno vrednost, da ko boste prišli tja, boste rekli, wow, a vse to dobim v tem paketu, to je pa res neverjetno, kaj sem dobila, kaj sem dobil. No in tretja online delavnica, tretji bonus za vse mojstre praktike, za vse tiste, ki bi radi, pasite nekaj. Mislim, zakaj jaz ljudem rečem, ne pridejo na mojster praktik na NLP-ja? Zakaj? Zato, ker bo tisto osnovna znanja z NLP-ja prvič ponovili in drugič poglobili. Ker doskrat se zgodi, nekdo reče, ja, jaz naredim praktik in to je to. Vidite boste nekaj, da kar nekaj boste na mojstru praktiku začeli razumevati vsebine, ki mogoče prej niso bile jasne, ker ste jih prvič slišali, lahko niste vsak dan brali, niste vzeli učbenika, niste dejansko stvari počeli tako, kot bi jih poglobili. In jaz tudi sam vem, da ko sem šel na mojster praktik prvič, sem komaj razumel, zdaj razumem metamodel jezika, zdaj razumem, zakaj je tisti switch tako pomenilo, da jaz ponovim, pa delam recimo vmes nek separator, pa da delam vmes recimo, ko delam switch, da recimo delam nek blank ali pa da recimo sliko dalim, kaj je pomembno recimo, ko delam switch, da kombiniram različne podmodalnosti, da delam sam recimo tisti klasičen switch, ki se učimo na praktiku, kot je velikost slike, če se spomnite na NLP praktiki in svetloba, ker ta switch je dosti osnovan in mi se moramo naučiti bolj kompleksnih switchov. Ja? No in tretji bonus je seveda ta del ženske, moške energije. In to je ena stvar, ki meni celo prosite, da bi napisal knjigo z tega področja. Danes res, ne vem, če ste srečali, mislim,
vse posod. Ko enkrat začnete na to biti pozorni, boste vse posod srečevali moške, ki so ženske, in ženske, ki so moški. In kar naenkrat boste videli, zakaj nek odnos ne funkcionira, predvsem zaradi tega, ker se stepeta. Dve moške energiji se stepeta, tako kot ženska gre v moško energijo. In če moški ne zna kombinirati to, da gre samo v žensko, v resnici bo prišlo do tega pretepa. Oziroma, če ženska ostane tam dosti časa in moški ostane tam dosti časa, pride do tega, da ali se eden umakne stran, ali pa pride do zelo močnega konflikta. In v resnici danes boste našli ženske, ki si želijo odnosa, in noben moški ne pogleda, zakaj, ker ima toliko močno moško energijo, in moška energija v ženski je energija, ki prestraši potencialnega partnerja in tako dalje. In mi smo o teh energijah prvič prepoznali. In tam boste lahko slišali, jaz sem posebej anketo in kviz, ki jo zdaj pripravljamo, boste šli skozi neko anketo in se boste takoj našli noter. Jaz vem, da boste v 5 minutah lahko na podlagi tistega kviza, tiste ankete, tistih vprašalnikov v resnici rekli, ja, res je, sem moški. Če boste mi rekli, Aleksandar, sem moški in v resnici ste ženska, sam imate tako močno moško energijo, mislim, če boste sam spraševali, bom že vedel, da ste. In doskrat mi je narodno, ko me da sprašujem. In tudi rečem, prosim, ne me spraševati o temu, ker sami veste pri sebi, sami veste, kako reagirate. Reagirate kot ženska, kot moški večino časa. In paste, obe energiji so koristni. In tudi za žensko je pomembno, da zna upravljati moško energijo, in za moške je pomembno, da zna upravljati žensko energijo, vendar pomembno je, da ste v jedru to, kar ste v jedru. In to vam bo seveda ta delavnica malo predstavlja, pokazala in tako dalje, vendar jaz bom tudi hkrati to delal z vami. Tako da mi bomo na prvem dnevu 27. februarja, ko se vidimo, to je popoldan, po delovnem času, in bomo pač ostali, dokler bomo ostali, bomo na tem mojstru praktiku v resnici se zmenili prvič, kaj vas zanima na področju financ, drugič, kaj vas zanima na področju vodenja in tretjič, kaj vas zanima na področju ženske moške energije. In ko se bomo zmenili, bom jaz potem pripravil te online delavnice in jih bomo online izvedli. In prednost online izvedba je tako kot to, da si lahko pogledate to, kadar hočete, da si to lahko pogledate, ko želite si to pogledati. Ja? To je ta prednost. Tako da jaz samo malo skrbim na času, ker bom potem šel po mojega otroka na nogomet. In tako sem zdaj predstavil NLP mojster praktik. Zdaj tukaj praktik smo rekli osnove, mojster praktik ponovitev osnov in nadgradnja, da lahko sve te osnove uporabite v vašem življenju. To je to. Ja, praktik začenjamo 2. februar v Ljubljani in mojster praktik 27. februar v Ljubljani. Ja, to je to. Zdaj pa imamo še coacha in coach je pa delavnica, ki je zame nekaj posebnega. Mislim, vsaka delavnica nekaj posebnega, pa coach v resnici delavnica, ko se naučite, kako postaviti dobra vprašanja. Mi začenjamo coacha v aprilu. 3. april popoldan, 4. april cel dan, 5. april cel dan. Ja, to je, mislim, da torek, četrtek. In potem se tako nadaljuje en modul v juniju, 3 dni v septembru, en dan v oktobru, 3 dni v novembru in en dan v decembru. Ja, v decembru ponovadi zaključujemo. Vmes rabite coachati. Zdaj, ljudje mi rečejo, a ne naredim prvo praktik, prvo mojster in potem praktik in potem coacha, ali naredim kar coacha. Jaz tako naredim. Mi imamo tako narejeno vsebino, prilagojeno, jaz sem prav predelal vsebino, da vi dobiste 3 certifikate. Life coach, business coach in NLP coach. 3 certifikate dobite. Za dobiti ta ameriški certifikat od dr. Richard Bandlera rabim potem od praktika in mojstra praktika certifikat. Zdaj, mi včasih pošljemo v Ameriko, tudi če ste naredili ta tečaj, ki je drugje. Oni sicer nas pol malo čudno gledajo, rečejo, joj, a si preveril, Aleksandar, da so osvojili te vsebine. Včasih v resnici je res, da danes boste videli, da standarda ali pa nekega standarda kvalitete, kaj recimo nekdo zna ali pa ne zna, je težko dobiti. V resnici tukaj se mi na coachu učimo prvič, kako vzpostaviti stik, kako na drugačen način kot na praktiku, boste videli, kako simpatično to delamo in recimo tudi, kako prepoznati neke vzorce, strukture. Ker danes boste videli, da coachi rabijo prepoznavati vzorce. Recimo, imam primer nekoga, ki ponavlja neko besedo skozi, ali pa nekdo, ki ponavlja skozi nek gib. In hmalo boste te vzorce znali kot coachi prepoznavati, če boste dobro poslušali, dobro opazovali. In mi se tega seveda učimo. Dobrega poslušanja, dobrega opazovanja. In tisti, ki ste podjetniki, tisti, ki ste vodje, tisti, ki komunicirate z ljudmi, boste videli, da coaching je ena stvar, ki vam bo neprecenljivo spremenila vaš način vodenja in tudi komunikacije. Ne samo v službi, tudi doma. No, in mi gremo potem v coachu skozi različne module
in skozi različne vsebine spoznavamo coaching koncepte in spoznavamo coaching tehnike in seveda boste videli, da boste toliko coachali, da boste avtomatsko na koncu tudi sami sebe coachali in sami sebi znali postaviti boljše vprašanja. Tudi mi začnemo coaching, smo rekli, traja 12 srečanj, imamo 12 dni smo skupaj, začnemo v aprilu in končamo decembra. Zdaj, tukaj bom imel prav posebne bonuse. Jaz imam tukaj za coacha v resnici letos predvidenih več bonusov, kot jih vidite sploh na spletni strani. Zakaj? Ker je moj ameriški online produkt za coache namenjen temu, jaz bom dejansko delil z vami, kar delam za Ameriko, seveda tudi vsemi vami. No, da gremo malo skozi te moje bonuse, ki jih imam za coacha, sam hitro, ker bi rad šel malo prvo skozi te, ki jih imam na strani in potem tudi tiste, ki bi jih dobili kasneje. Okay. Tukaj imamo seveda pomembno, bomo se naučili seveda, kako dobiti stranke za coaching. Ker jaz danes opažam, da je ogromno coachov, ki so na trgu danes, ki so neverjetno sposobni, neverjetno pametni in ne znajo dobiti stranke. In tukaj vam garantiram, da boste dobili najboljše znanja, ki so v tem trenutku v svetu na voljo, kako dobiti stranke. Druga stvar, jaz bom dejansko dal pred stranke. Mi bomo na tistem modulu novembra, ko se vidimo mi novembra skupaj na coachu, mi bomo takrat na tem modelu novembra v resnici imeli predstavitev za trg. To je zdaj prakticiram že, mislim, da 3. leto in enim pomaga, zakaj, ker naredijo nek prvi preboj, prvi korak, se predstavijo, tudi vidijo, kaj stranke zanima, se vidijo, kako je na trgu. Tako da mi v resnici takrat delamo in bomo dosti praktični, kako biti na trgu coachi. In tako, jaz bom seveda naučil, kako se tudi predstaviti. Ker danes bomo seveda coachi, ki se sploh ne znajo predstaviti. Rečejo, oni so life coach, jaz sem business coach, to jaz delam. Na stranke ne brija, kaj vi delate. A prav? To je recimo, da vam dam ta dva primera, ker sta dosti taka praktična primera. Recimo, da rečete vi stranki, jaz sem life coach in tu boste imeli certifikat od nas, ki ga mi izdamo life coach. A vi boste rekli, jaz sem business coach, ne? Ali pa vi boste rekli, recimo, jaz sem NLP coach. No? Zato smo rekli, da rabite dva prejšnja certifikata, pač lahko jih naredite tudi kasneje. Ne? No, in recimo, če boste rekli, da jaz sem, koga prija, da ste vi coachi in kaj če jaz s tem coachem narediti? Kaj pa, če boste rekli strankam naslednjo stvar? In tukaj vas bom res dresiral, ne bom vas pustil na koncu coacha, ker jaz zdaj v resnici vam povem, to študiram zdaj dan in noč in to je znanost. Znanost je, kako se znati dejansko predstaviti. Kaj če boste rekli recimo nekomu, kaj jaz delam? Jaz pomagam ženskam zgubiti recimo 15 kilov v manj kot 30 dneh, ali pa v manj kot 90 dneh, ali pa manj kot 120 dneh. A poznaš koga, ki jo to zanima? Poznaš kakšna ženska, ki jo to zanima? In kar nekaj vsega, jaz bi lahko malo zgubila kakšen kilogramček, ne? In kar nekaj točno veste, kaj ta oseba dela. In zato bomo mi se ukvarjali s tem na coachu, to seveda dosti natančno in predvsem me zanimalo, kako boste lahko vi se znali pozicionirati na trgu. Tudi jaz vam bom predstavil korake, v bistvu na coachu vam predstavil pač, kako dejansko dobiti stranke, vas bom dal na trg, to je eno prvo predstavitev na trgu, boste imeli skupaj z mano, ena stvar pomembna bo na coachu, da bom dal vstop v znanje, ki ga gradim za ameriški trg. In recimo ena stvar, ki zdaj razvijam za ameriški trg, je kako narediti recimo mailing listo. Vi veste, da recimo mi imamo zdaj v tem trenutku, mislim, da je, danes smo se teško pogovarjali, 31,000 mailov v Sloveniji. 31,000 mailov, začeli smo z nula. Niti ena maila nismo imeli na začetku z tega področja in začeli smo z enim mailom, z 2 maili in s 3, zdaj smo na tej številki 31,000, kar je dosti velika številka za slovenski trg. Jaz seveda nisem razvil sam ta seznam, ker imam še bazo recimo IT firm in tam imam eno listo, ki sem razvil. No, in zdaj imam modul, ki ga snemam za ameriški trg, kako narediti svoj seznam, kako narediti svojo listo, kako narediti svojo mailing listo in kako si izbrati maila. In jaz sem od sveta to naučil. Več sistemov je, kako lahko vi naredite mailing listo. Mislim, coach jaz priporočam dve skupini ljudem. Prvi skupini ljudem, ki so vodje, podjetniki, ki komunicirajo starši, tisti, ki imate otroke in bi radi, ali pa partnerja, ki bi radi dejansko, namesto, da boste šli frontalno, namesto, da boste šli napadati, da boste za vprašanje pripeljali osebo, da sama pride do rezultata. In paste, jaz recimo, ko imam zdaj starejša 2 otroka, sta najstnika in včasih zelo hudo padla v to najstniško obdobje, lahko rečem, da tudi coaching včasih ne prime. No? Tako da malo z rezervo jemite, ker jaz nočem zdaj vam prodati to, kar je idealno, ste prišli domov in čira čara, abrakadabra, ampak doskrat se vam pa to zgodilo, da boste lahko s vprašanji pripeljali osebo,
ki bo fascinirana. Kakšna je razlika, če vi rečete osebi, da nekaj naredi, ali pa če v resnici oseba sama pride do tega z vašimi vprašanji, kakšna je razlika, če bo prišla sama z vašimi vprašanji do nekega rezultata, bo potem ona lastnik te ideje in bo neverjetno bolj motivirana, da pride do konca te ideje. Včasih pride, recimo, nekdo k meni v pisarno od sodelavcev in reče, Aleksandar, kaj ne konkretno naredim, jaz vprašam, kaj misliš, da bi lahko naredil. Dejansko ne dam feedbacka, kaj ti uporabljam coaching in s coachingom prijemo do rezultata, ker s tem pomagate ljudem, da rastejo, da postanejo boljši v razmišljanju, da dejansko postanejo boljši v temu, kako narediti preboj v svojem življenju, da postanejo boljši v temu, kako se premakati naprej do cilja, do rezultatov. No in zdaj, ko mi se pogovarjamo o tem, kaj delamo na NLP coachu, je še en modul, ki ga bom dal, sicer kako napisati knjigo, danes smo se pogovarjali o tem, kako drugi teden snemamo ta modul in za vse tiste, ki bi radi napisali knjigo in zato uporabili res malo časa in malo energije, bom dal kar nekaj simpatičnih tehnik. Danes, če pogledate, jaz recimo na podlagi tega webinarja bi lahko naredil knjigo in če nimate časa, lahko vam kdo pretipka in če delate v angleščini, kot jaz delam, imate sisteme, ki vam praktično skoraj zastonj to naredijo, pa zelo poceni. In ne govorim tehniko, ker tehnika vam naredi vam pretipka, naredi transkript, dosti enostavno in včasih so tam napake. Tukaj se govorim ljudi, ki so recimo v posvetu razviti in tako. Vas bom naučil, kako narediti knjigo, kako napisati knjigo in kako knjigo objaviti v tujini. To bo tudi bonus v okviru NLP coacha. Tako da zdaj, NLP coach smo nekaj začenjamo še aprila. Tako da zdaj še enkrat na hitro predstavim, kaj bo naše delo. En bonus sem pozabil, na NLP mojstru praktiku, se opravičujem, smo v lanskem letu skupaj s 3 tujimi študenti modelirali 60 genialcev, najboljših ljudi, od recimo Oprah Winfrey do Elona Muska, do nekih pisateljev, športnikov in tako. In imamo 60 ljudi, ki smo jih zmodelirali in napisali 10 njihovih pravil za uspeh in za uspešnost, plus da so ti 3 študenti naredili povzetek, tako da 63 modelov uspeha dobiste v neki posebni zgibanki kot brezplačen bonus tudi na mojstru praktiko. To sem pozval, to dajamo zdaj na novo in je bilo lani, in oni so imeli lani celo predstavitev, da so prišli na mojster praktik in so to predstavili našim mojstrom. Tako da to je zdaj to. Že še enkrat ponovim, 3 tečaje imam za vas, paket 3 tečajev. Prvi je NLP praktik, začenjamo 2. februar, osnove NLP-ja, vse se dogaja v Ljubljani. Drugi je NLP mojster praktik, začenjamo 27. februarja, tudi v Ljubljani. In tretji je NLP coach, ki začenja, zdaj sem pozabil aprila, kjera že, 3. aprila, to je torek popoldan tudi v Ljubljani. Vse 3 stvari se dogajajo v Ljubljani. Če boste mi rekli, da je to predaleč, jaz vam rečem, da niste dosti motivirani za narediti spremembo, ker doskrat ljudje bi radi nekaj blizu takoj in večkrat, ko boste se premaknili, nekaj spremenili okolje, boste videli, da je to dosti velika brca za spremembo. Tako da boste tudi vesolju pokazali, da vam ni vseeno in da bi res radi naredili preboj, da bi res radi naredili spremembo. Vas sam prosim zdaj, da vidim, če me slišite ali pa vidite, ali pa tako, da napišite mi samo komentar, se slišimo, se vidimo, me vidite, me slišite, kaj bi rad vam dal ta zaključek. Zdaj, na praktiku NLP-ja, na mojstru praktiku boste tudi bili nekaj hipnoze. Recimo na mojstru praktiku imam eno zanimivo tehniko, ki jo delam, ki se imenuje time distortion. Tam sem učili, kako čas upočasniti in kako čas pohitriti. In to je koristno recimo za športnika, recimo za vratarja, ki brani penal, je neverjetno koristno, če zna takrat čas malo umiriti ali pa upočasniti. In za nekoga, ki trenira, ki predava, ki bi se ukvarjali z javnim nastopanjem, seveda je tudi za vas lahko koristno, da znate čas upočasniti in umiriti. Tako da praktik smo rekli, začenjamo 2. februar, traja 7 dni, potem mojster praktik, bomo skupaj 10 dni in coach bomo skupaj v bistvu 12 dni. To je zdaj 3 paketi izobraževanj. Vi že imate možnost, da se nam prijavite. Jaz seveda komu priporočam. Priporočam vam, če vidite, da ste nekje v življenju obstali in bi naredili preboj. Ja? Priporočam vam, če v resnici bi radi se premakali,
proti ciljem hitreje, ker vidite, da rabite neko pomoč, da tam gre prepočasno, da se ne odvija, kako bi hoteli, ali pa da ste sami sebe se ujeli, da v tistem krogu ljudi, s katerimi se zdaj gibljate, mogoče ni takih ljudi, ki bi vas spodbujali, bi vas motivirali, bi vas v resnici premikali naprej proti ciljem. In rabite nekoga, mentorja, ma ne samo mene, ko boste videli, recimo, kako zanimivo je, da boste srečali podobno misleče ljudi. Kar nekrat boste srečali nekoga, mi imamo ljudi, ki so se poslovno povezali na tej delavnici, imamo recimo ljudi, ki so se spoznali in so prijatelji in sodelujejo, imamo ljudi, ki so se spoznali in so poslovni partneri, kar pomeni, da kupujejo storitve drug od drugega. Mislim, ogromno možnosti imate, s katerimi boste dejansko na podlagi te delavnice, na podlagi teh delavnic izboljšali vašo kvaliteto življenja. Jim Rohn pravi naslednje, da postanete povprečje 5 ljudi, s katerimi se največ družite. In dajte pomisliti na ljudi, s katerimi se največ družite, vzemite mogoče družino stran in potem poglejte, kdo so ti ljudje, s katerimi se največ družite. In boste kar naenkrat našli razloge, zakaj je tako, kot je, oziroma zakaj ste tam, kar ste. Ja, zdaj, mogoče samo še toliko, kako zdaj poteka, mislim, tisti, ki boste prišli na vse 3, je seveda neka posebna akcija in popust in tudi vam piše na spletu, tam sicer piše, da prehranite, samo sekundico, da jaz to pogledam, imam tukaj pred sabo, zdaj te moje papirje, tam piše, da prehranite 1094 €, v resnici, za tiste, ki se odločite in se prijavite in tam paketov je v bistvu še en majhen popustek zraven, tako da mislim, da je še 100 € popusta, to se vam splača. Če sploh, tudi ne treba, da končate vse naenkrat in tudi, pasite, ni treba, da vse poravnate naenkrat. Če se prijavite na paket treh izobraževanj in ste resni, se zmenimo, da recimo na začetku praktika in na začetku mojstra in na začetku coacha recimo poravnate tiste dele in seveda s tem tudi vstopite, da dobiste, zame bi rekel, neko zaključeno celoto, ker videli boste, kot da bi recimo zdaj šli v osnovno šolo in končali 3 razrede in potem vam manjka recimo, ne vem, množenje, ki se učimo na mojstru praktiku, ali pa vam manjka recimo deljenje, ki se učimo na coachu. Ko smo zdi, da manjka ljudem celota, pridejo neki končajo in potem, Marija, in tisto je bilo, kako je bilo, fajn, smo se imeli, zabavili smo se, veš, nisem rada malo več tega uporabljala. Ja, seveda, zakaj? Ker ta oseba postiče ni šla do konca, ni manjka recimo zaključena celota pri tem. Tako da razvajam seveda reste na cel paket, tudi največji prihranek je tam in smo nekaj možnosti tudi počela posameznih delčkov. Važno, da se zavežete seveda, da boste šli na vse 3 skupaj. In tudi seveda, ena stvar, ki se jaz trudim, vidim, ko nekdo pride in vzame praktik, mojster, coach in jaz recimo potem se trudim, ker imate vi neke posebne želje, da vam jaz pomagam nazaj, sam pravim pa, da dobim feedback. Včasih ljudje niti se ne upajo vprašati in potem jih srečam nekje in v resnici me niso niti vprašali za kakšno stvar, ki je bilo fajn, da bi me vprašali, da bi recimo za kakšne stvari naredili neko nadgradnjo. Priporočam seveda vsem tistim, ki čutite klic, tako kot sem jaz čutil takrat. Ker vidite, ali pa si želite, da nekoč bi lahko bila to vaša profesija. In jaz vam priporočam, da to naredite. Zakaj? Kajti, če boste v bistvu se ukvarjali z masažami, če se boste ukvarjali z zdravljenjem ljudi, če boste se ukvarjali z zdravo prehrano, če boste v resnici coachi, kakršni coachi, life business coachi, v bistvu, če boste coachi za vedenje, coachi za otroke, karkoli boste počeli, jaz vedno vam priporočam, da pridete in seveda dobite, jaz bi rekel temu, neko abecedo. Ko boste imeli to abecedo NLP-ja, direktno izvira in tudi dobili boste seveda malo posebne certifikate, jaz verjamem, to so tudi v resnici daleč najdražji certifikati, ki jih dobite. In boste s temi certifikati v resnici dobili neke temelje. In boste videli, da recimo jaz gledam te moje mentorje, recimo Tony Robbinsa, tudi recimo, če boste gledali Harv Tiekerja, če kdo pozna, ali pa če boste gledali vse te ljudi, boste videli kar naenkrat, ko boste poznali NLP praktik, mojster praktik, coach, vsebine, boste videli, da ti ljudje imajo v bistvu povsod bazo NLP-ja, da v resnici so vzeli NLP in potem dali nekaj svojega gor. In če hočete dati nekaj svojega gor, če hočete razviti nekaj svoje vsebine in se s tem profesionalno ukvarjati, potem je nujno, da osvojite te vsebine, greste skozi njih in ne samo to, da jih osvojite, ne samo to, da pridete, temveč tudi, da potem vzamete, ker to bo zame ena najbolj pomembnih stvari, ko boste prišli, da ne boste NLP teoretiki, zato boste dobili naziv NLP praktik, zato boste dobili recimo naziv NLP mojster praktik. Zakaj? Da boste prakticirali. NLP praktik pomeni nekdo, ki prakticira vsebine NLP-ja. NLP mojster praktik je nekdo, ki mojstersko
prakticirajo vsebine NLP-ja. Da ne boste dali knjigo in fascikl, ko boste bili res dober fascikl, pa polno vsebin na omaro, na polico, temveč da boste dejansko vzeli te vsebine in jih uporabljali v praksi. Par stvari, ki vam tukaj dam. Jaz recimo, ko učim, imam tak sistem, da prvo povem in predstavim vajo. Ja? Zakaj je koristna vaja, kaj sploh ta vaja je, kako se jo naredi in seveda vas vprašam za kakšno vprašanje. Potem povabim nekoga izmed vas, da mi pomaga to vajo narediti, kdo se javi kot prostovoljc. In ker se hočejo vedno eni in isti javljati, damo priložnost prvič vsakemu izmed vas in tako, da bomo dejansko dali možnost, da se vsak lahko daj prijavi za kakšno vajo, da naredi skupaj z mano. Kar pomeni, da jaz naredim demo. Ko naredim demo, ko vidite, kako naredim vajo, seveda boste tudi vi to vajo povadili s kom iz skupine. S tem boste vi dejansko 3-krat vsako vajo slišali. Prvič teoretično, drugič v obliki demota in tretjič boste sprobali na sebi in na koncu se še pogovorimo o tej vaji, kajti meni je pomembno ne samo, da jo teoretično razumete, temveč tudi praktično razumete. In sam, če boste delali, boste to naredili. Jaz včasih uporabljam kakšne humorne vložke. Pomembno, zakaj uporabljam humorne vložke, kajti verjamem, da oseba, ki se zabava, oseba, ki se smeje, oseba, ki uživa pri učenju, prvič ne samo, da se hitreje nauči, temveč tudi čas gre hitreje. Čas je lepši, če se učite takrat, ko je energija lepša, pozitivna in tako dalje. Jaz recimo vam svetujem, in to tudi mi ponovadi pomagamo, tako, ker imamo mi bomo imeli zaprto skupino, oziroma se bomo pač povezali v skupini Facebook, in tisti, ki nimate Facebooka, vas bomo kako drugače dali zraven ali pa povezali. Se tudi, če nimate Facebooka, tega ne morate dati, res? Ja, ok. No in mi bomo v resnici vas tam povezali, vas bomo združili in tako dalje. In s tem bomo tudi poskrbeli za to, da boste dobili nekoga zavaditi. In jaz vam moram povedati, da imam skupine, ki vadijo, ki se dobivajo, ko dejansko dobi kakšen feedback. Jo, Aleksandar, smo se dobili, pa smo šli skozi tiste tehnike, polne tehnike in tako. In imam skupine, ki ne toliko vadijo. Tukaj bo predvsem na vas to, da boste rekli, ja, odločni, ja, to bom vadila, to bom dobila, dajmo se dobiti, gremo na Rožnik, gremo v Tivoli, gremo nekdo včasih volontirati kakšen prostor, pa nekdo pozna nekoga, ki ima prostor in potem, da to vadite. Eni grejo tako, da recimo sem imel neke psihologinje šolske, pa učiteljice, pa to grejo razred in tako razredu testirati z otroci. Zakaj? Ker otroci boste videli, da so neverjetni hipnotični subjekti in neverjetno radi to delajo, recimo. Boste videli, da otroci radi delajo switch tehnike, otroci radi delajo tehnike, ki so lahko koristne. In zdaj, doskrat mi rečejo, zakaj ne jaz pridem. Več stvari je tukaj. Prva stvar je ta, pridite zato, ker boste izboljšali vaše življenje. Jaz vam garantiram, da za temi 3 vsebinami praktika, mojstra in coacha vaše življenje nikoli ne bo več enako. Da boste drugače gledali na svet in tudi, da boste drugače znali s svetom komunicirati. Druga stvar pa je tudi to, da ko boste vi drugačni, ko boste vi bolj pozitivni, ko boste vi bolj nasmejani, ko boste vi imeli več orodij, boste prvič zgled, ko vaši otroci, ljudje, ki jih imate radi, se učijo od vas ne samo zavedno, temveč tudi nezavedno. In s tem boste dejansko lahko naredili tisti pravi preboj, ki si ga želite narediti v življenju, da boste, tukaj jaz skozi pišem, včasih ljudje napišem, če kupite pri meni knjigo Odloči se za srečo, največkrat napišem posvetilo v tem stilu. To večkrat napišem tudi pri drugih knjigah, ker se mi zdi, da ljudje niti ne razumejo, kaj hočem napisati. Zdaj bom razložil podnapis k mojemu posvetilu. Jaz napišem, pokažite ljudem, ki jih imate radi, kako sreča izgleda. Zakaj? Ker potem bo imeli zgled, kako lahko sami drugače reagirajo. In najlažje je pokazati, kako sreča izgleda nekomu takrat, ko je vse super. Recimo zdaj, niti ne vem, koliko je na jackpotu. Kdo ve, koliko je na jackpotu zdaj loto? Recimo, da zadanete zdaj na lotu 70 milijonov, 80 milijonov, niti nimam pojma, koliko je zdaj točen znesek, je nekaj dosti visok znesek. Recimo, da zadanete ta znesek na jackpotu, mislim, blazno enostavno biti pozitiven, če nekdo dobi toliko denarja, ali pa vsaj na začetku se poje šok, kaj s tem denarjem, kaj sem razmišljal, mislim, a imate kakšno idejo, kaj narediti z 80 milijoni? Pojma, ne vem, kaj boste dali, ne, res, to je že malo tako, že malo idejno pa že ta razmišljati, ne, mislim, 80 milijonov, mama mija, najboljši, da potem začnete in verjetno kakšno dobrodelno misijo in pomagati ljudem, ker tam se ljudje rabijo, predvsem ne toliko denar, bolj znanje, kako se sami denar zaslužiti in naučiti to ljudi ni slabo. Ne. No in
Zakaj vam to razlagam? Razlagam zato, ker ti želim, da ste zgled vašim otrokom tudi takrat, ko je zima, tudi takrat, ko ni tako enostavno. In jaz vam garantiram nekaj, da boste lahko včasih z NLP tehniko kakšno žalostno stran zgodbe spremenili v pozitivno. Ali pa, da boste tudi, ko bo padel dež, prej našli upanje in prej našli moč. Ker jaz verjamem, da vi imate moč v sebi, da vi imate zdaj potencial v sebi. Sam ta potencial je treba nekje pobrati ven. In zato vas vabim, da se odločite, da se prijavite, greste zdaj recimo na spletno stran mastermindacademia.com in zberite ali NLP praktika, NLP mojster praktika, NLP coach, lahko zberite samo enega, ali pa zberite paket 3 delavnic za eno ceno. In zdaj moram še enkrat pogledati, koliko pošparate, ker že prej sem vzela, da in prehranite v resnici kar 1194 evrov. Tako je ta ena majhna napakica, oziroma ta napakica je seveda, ker smo že malo zamudili roko, dajmo reči, da ker ste vi in me gledate in me spremljate in upam, da jih ne bom spet jutri slišal, ker danes sem bil krehan, to sem tudi me napisal tam v subject, sem rekel, mislim, moja, Aleksandar Močes je tako lepo imel webinar, pa toliko ljudi je bilo, pa nisi nič govoril, kaj boste delali na NLP praktiko. Zakaj ne pridejo ljudje na NLP praktiko? Ker na koncu se je res ogromno ljudi spremljalo in komentiralo in smo tudi žebali in smo imeli srečne nagrajenke in nagrajence in seveda jaz si želim, da sem zdaj upam bil malo bolj podroben. Zelo težko vam razlagam, recimo zdaj, ker zdaj vam govorim teoretično, kako se vozi kolo in zelo težko vam razlagam, kako se vozi kolo, brez to, da vam dejansko pokažem. In jaz seveda vam bom pokazal, kako se vozi kolo, predvsem z tega vidika, ker mi je pomembno, da boste to kolo seveda vozili tudi sami, ko mene ne bo. Mislim, ker zame bo moj rezultat dosežen takrat, ko se vidimo čez 10 let, in boste rekli, Aleksandar, vse moje življenje ni popolno, ker nikoli ne bo popolno. Mi boste rekli, Aleksandar, veš kaj sem najdel pri tebi? Sem najdel, da sem v resnici sposoben iz tega, kar imam, narediti maksimum. A pa da se srečamo čez 10 let in ko boste recimo končali praktika mojstra in coacha pri meni, boste rekli, Aleksandar, hvala za tista znanja, kajti zdaj, ko sem imel nekaj preizkušenj, ko sem imela nekaj preizkušenj, mi ta znanja koristijo, da znam otrokom pokazati moč v sebi, da zdaj znam otrokom pokazati, da je na koncu pomembno, da vztrajajo, da se borijo, da konc v resnici ne pomeni konca, da konc lahko pomeni nov začetek, da boste znali preokviriti, da boste znali spremeniti. Ker recimo na mojstru praktiko jaz se bom učili magijo besed in posebej magija besed kot orodje, ker ljudje znajo teoretično, vse teoretično kupite knjigo. Mislim, če hočete imeti, pazite nekaj, ne prijeti k meni zato, ker hočete imeti certifikat. Mislim, vi dobiste sicer najbolj razširjen, najbolj vreden, tudi najdražji certifikat na svetu, ne hočete zaradi tega k meni, ker doskrat ljudje pridejo samo zaradi papirja in če hočete imeti papir, si kupite printer in si sprintate certifikat, ker danes ogromno šol to počne, printa certifikate in to ni, recimo šola NLP Bendlerja tu ni. Zakaj? Ker vsi trenerji od Bendlerja so v resnici certificirani osebno z njihove strani. Jaz sem Bendlerja v živo moral srečati, da sem lahko postal trener. Drugače ne bi mogel biti njihov trener in ne bi mogel izdajati njihovih certifikatov. In to se mi zdi pomembna stvar. In meni bo dragoceno, če boste čez 10 let, ko se srečamo, mi rekli, da ste s temi orodji, s temi tehnikami premagali tudi najbolj viharne trenutke v življenju, ko prihajajo viharni trenutki. Mislim, vedno je tako, da imamo menjavo letnih časov. Če bi bilo samo plus, bi bilo dolgčasno. Jaz se spomnim, enkrat so Ester Hicks na eni delavnici živo vprašali, Ester, oziroma Abraham, ona seveda govori kot Abraham, recimo, in se je vprašali, zakaj ni vse super, zakaj ne dobi vse tako enostavno, ker je rekel, če ne bi bilo dolgcajt. Če ne, bi se v tem življenju počutili, da je vse tako enostavno. Če bi recimo vi zdaj sem pomislili na denar, če bi sem pomislili na priložnost poslovno, če bi pomislili recimo na partnerja in da bi partner delal vse, kar vi hočete, ali pa da bi recimo vse se tako zgodilo brez tega, da date vse od sebe, da date nekaj napora, da se trudite, da se borite, bi rekli, wow, to življenje nima smisla. Ali pa bi rekli, vse to je brez veze. Danes pojate ljudi, ki imajo vse. Mislim, danes imate ljudi, ki imajo idealne življenjske pogoje. Lahko bi sam rekli, wow, hvala za to, kar imam, in ni nič z njimi. Se ne premaknejo, v bistvu ne naredijo koraka, nimajo motivacije, nimajo spodbude. In potem boste našli ljudi,
ki je življenje res bilo, mislim, ena sama preizkušnja, ena sama bolečina in boste našli te ljudi, ki so tako hvaležni, tako močni, toliko energije imajo življenjske v sebi in ne samo, da pomagajo v sebi, drugim bi radi pomagali. In jaz tem ljudem rečem, da so prebujeni, da so se zbudili končno. In če bi se radi zbudili, če bi radi bili prebujeni, pridite na delavnico NLP Praktik, drugi v Ljubljano, na delavnico Mojster Praktik, 27.2. v Ljubljano in seveda na tretjo delavnico 3. aprila, to je NLP Coach v Ljubljano. In zakaj so Ljubljane, ker to je center, pa se eni jezijo, da smo imeli delavnico v Gorici in potem so se vozili eni z Maribora dol in še en dan, v iste dnev, gor pa dol in še sneg je padel v Gorici tisti dan. Smo rekel, zdaj, dajmo se zmeniti, kje bomo in zdaj smo tam in vas vabim, da to pomlad, da to zimo in to leto 2018 končno naredite preboj. Jaz vem, da odlašate, jaz vem, da bi rekli, joj, pa ne vem, nisem pripravljena, pa ne morem, pa ne zmorem, pa to, pa nimam časa, pa nimam denarja. Jaz verjamem, da so vedno neki izgovori, bolj ali manj resnični. Ko se odločite za nekaj, daste vse od sebe, daste energijo in potem seveda to znanje začnite deliti s svetom. Začnite ga uporabljati v podjetju, ko ste, začnite ga uporabljati v družini, začnite ga uporabljati z ljudmi, ki jih imate radi, začnite ga uporabljati, da sebi spremenite življenje in bolj pomembno, spremenite življenje drugim ljudem. Jaz sem včeraj na tem webinarju dal eno stvar, ki jo res neskončno verjamem. Verjamem to, da ko vaše življenje namenite nečemu večjemu, ko namenite vaše življenje nečemu, kar vam pomaga, da spremenite življenje ne samo sebi, temveč tudi drugim, jaz verjamem, da takrat se zgodijo čudeži. Takrat se vam bo začel dogajati, da vam bo svet prišel nasproti, kot da bi vam vesolje podprlo vašo pot. In recimo Wayne Dyer ima eno fantastično stvar, ne vem, če ste videli film The Shift, ker sem jaz videl film The Shift prvič v življenju, sem dobil kocine na rokah in Wayne Dyer me blazno spominja na mojega prvega učitelja, takega duhovnega Antoni Demela. Ne vem, če ste kakšno knjigo od Antoni Demela prebrali, jaz vse priporočam. Začnite žaljo molitev in so vse zame fascinantno. Recimo Wayne Dyer razlaga v tem filmu The Shift, ki ga morate, mi smo kupili avtorske pravice, če hočete original verzijo, kupite jo seveda pri nas na strani in smo tudi uradno prevedli s podnapisi, potem mi ljudje včasih rečejo, če jim dam CD za skopirati in potem si mislim, joj, toliko danes smo mi investirali v ta prevod, pa v odkup avtorskih pravic in to, da lahko to delamo in potem ljudje nekako si to kopirajo, nikoli nisem razumel tega koncepta, zdaj pa kar jaz nekomu dam, pa pustimo to. Ne? In Wayne Dyer razlaga v tem filmu nekaj, kar se mi zdi simpatično in to je to, da v tistem trenutku, ko mi namerimo naše življenje, da služimo drugim, da pomagamo drugim, da začnemo razmišljati tako, kot Bog razmišlja. Bog razmišlja tako, kako lahko temu pomagam, kako lahko tej osebi, ki je tukaj, končno pokažem, da to, kar je misli ona, da je bila bolečina, da je to bila kazen, da je v resnici bila ljubezen. Da je to način, kako sem jo želel prebuditi, kako sem jo hotel zbuditi iz tega spanca. Tako da jaz vas vabim, upam, da bom jutri dobil pohvalo in petko, ko pridem v pisarno, rekel, ja, bravo, rekel Tjaša, da si pa končno predstavil to, kar sem hotel, da predstaviš, da končno si nekaj povedal, kaj bomo delali 2. februarja, vas vabim, da ste z mano na NLP Praktiku, da začnemo na osnovah, na Mojstru 27. februarja in seveda smo rekli na coachu, vas vabim, da ste z mano 3. aprila. Če imate to možnost, da prijete na vse 3 delavnice, jaz vam garantiram enega največjih prebojev, se prijavite za 3 delavnice za ceno, ene lahko poplačujete tako v obrokih pred vsako delavnico, tako da bo to lažje plačati en paket in prišparate preko 1100 evrov. Zato še spet številko iščem, da imam toliko teh listov pred sabo, pa številka je, prihranek je 1194 evrov plus DDV, to je ogromno prihranka. In jaz seveda vas vabim, da ste del moje družine, moje mastermind družine, da se povežemo skupaj, da vas poznam, da vidim, kaj so vaši cilji, vaše sanje in da preživimo skupaj kar nekaj lepih dni. Tisti, ki že imate praktik končan, vas vabim, da prijete na moje strani na coacha in dobiste paket. Tisti, ki imate praktiki Mojster, lahko prijete tudi sam na coacha in dobiste neko poseben paket in tisti, ki imate recimo karkoli vam pač manjka, napište in bomo skupaj s Tjašo pripravili en tak luškan paket. Mi imamo v bistvu te skupinice kar že luškano formulirane, ja, in
v bistvu, da praktik smo rekli, da imamo še nekaj prostih mest in potem bomo skupino zaprli in potem na Mojstru je skupina že luškana, mislim, da je skoraj tako velika kot že lani, tako da smo veseli in na coachu tudi imamo kar dosti prijav in tudi za tiste, ki bi radi bili coachi, seveda vas vabim, da se nam pridružite, ker boste coaching lahko uporabili kjerkoli v življenju. Bom hvaležen, če sam kliknete na like, če vam je bila to moje javljanje simpatično, všečno, je zdaj šibam, ko zdaj končujejo nogomet in sem jih tukaj zraven, zato sem rekel v tem času, kaj ne počnem in se kaj lepše, ako to, da mojo sodelavko seveda jutri zjutraj razveselim, da sem to naredil, kar sem zdaj naredil in da sem šel skozi vsebine. In vidi se, da če bi šel recimo čez vsebine včeraj, v resnici ne bi imel časa, ker kar dosti stvari je treba povedati v teh vsebinah. Pojdite na stran mastermindacademia.com, sprejmite odločitev, se prijavite, se mi pridružite, dajte iti na to moje poslanstvo je, da spremenim svet. Jaz verjamem, da bom to naredil z vašo pomočjo, da najlažje bom spremenil svet, kot da bom spremenil vaše življenje in da boste vi spremenili nekomu drugemu in ta oseba nekomu drugemu in tako naprej. In če skupaj ustvarimo neko verigo sprememb, bomo svet naredili lepši, bolj bogat, bolj zabaven, bolj pozitiven in s tem tudi dejansko naredili tisti preboj, kar se ja želimo narediti na tem planetu, na tem svetu. Tako da jaz komaj čakam, da se vidimo. 2. februar je Ljubljana, 27. februar tudi Ljubljana, Mojster praktik in 3. april je tudi Ljubljana coach. Vsi 3 delavnice so v Ljubljani. Če slučajno rabite prevoze, mi povejte, da vas bomo povezali z ljudmi, ki prihajajo ali z Kopra, ali z Maribora, ali z Novega mesta, ali z Gorenjske, tudi da boste s tem lahko prehranili kakšen evro, pa tudi zaradi tega druženja, kaj je pomembno. Tukaj se morate zavedati to, da vaša skupina ljudi, s katerimi se vi društva, neverjetno vpliva na to. In ena stvar, ki vas bom res prosil, mislim, to je dosti pomembno, je to, da ko boste prišli na delavnico, ko prijete na praktika, ko prijete na Mojstra, ko prijete na coacha, boste srečali ljudi, ki so drugačni kot ste vi, ne jih obsojati. Obsojanje ponavadi ubije željo po spremembi. Če boste tisti, ki boste postali coachi, je ena stvar, ki včasih coach naredi, ker res je to. In se prestrašijo stranko. Stranka je včasih klient, ne? Mi rečemo temu pri hipnozi, rečemo hipnotični subjekt, pri coachingu rečemo klient, pa klient včasih se prestraši, reče, se jaz ne moram temu zaupati, ker vidim, da se vsakeč, ko povem, kaj, ta oseba se prestraši, pa me obsoja. Včasih ne boste obsojali verbalno, boste neverbalno. Dejte razumeti različnost ljudi, ki vam bojo prišli nasproti. Dejte spremeniti življenje z Mastermind Akademijo, dejte spremeniti življenje skupaj z mano, dejte te vsebine NLP-ja, praktika Mojstra in coacha osvojiti. Vzemite paket, ker paket je v resnici ne samo finančno ugoden, temveč vam ponuja celo zgodbo. Nočem, da končate samo par razredov osnovne šole, hočem, da končate in prvi del 9-letka in na koncu tudi tisto višjo stopnjo, ki vam da pikco na i. Prednost je ta, da lahko začnete tudi s coachom in potem greste na praktika in na Mojstra in lahko začnete v bistvu obratnem vrstnem redu. Pomembno mi je to, da se zaključite zgodbo, da boste dobili celoten krog znanj in vsebin, s katerimi boste to lahko naredili. Tako da je, tako kot Slavica piše, da je v živo, slučajno se odprla, je v živo in hmal ne bo več živo, tako da bo lahko v povratni informaciji te lepo pozdravljam, lepo, da si se oglasila, lepo pozdravljam vsem, ki ste bili z mano, upam, da je bilo kaj koristnega za vas. V resnici sem predstavil vsebine praktika Mojstra in coacha. Tisti, ki bi radi se prijavili, dajte čim prej na stran mastermindacademia.com in se prijavite na paket, prijavite se na praktik, na Mojstra, na coach, na katero koli stvar in napišite v opombe, da želite imeti popust, o katerem sem govoril, in seveda bonuse. Ker čisto, ki se boste prijavili na vse 3 delavnice, boste dobili ogromno bonusov. In bonusi so smo rekli, na praktiku so bonusi, samo dobro, da nemo skozi, kako spremeniti talente v evre, kako služite denar medtem, ko spite in kako so osnovne samo hipnoze in seveda to bo na voljo vsem tistim, ki so že to končali tudi v preteklosti. In potem imamo na Mojstru praktiku bonuse, ki jih imate tukaj omenjene in sicer so bonusi. Jaz vidim prvič, kako od nič do miliona evrov prijeti, imam jaz strategije milijonarjev, ki vas bom dal, ki sem jih modeliral, potem kako postati dobri v vodenju in kako spremeniti žensko pa moško energijo. Predvsem, če imate kakšne blokade na področju odnosov, je to odlična stvar. To boste dobili brezplačno kot bonusi na Mojstru in na koncu coach, smo rekli, da boste dobili bonuse, ne samo to, da vas bom naučil, kako se prodajati, kako postaviti, kako narediti pakete, kako
v resnici iti na trg, tudi vas bom postavil na trg, temveč bom tudi letos na novo vas naučil, kako napisati knjigo. En bonus bo, kako narediti mailing list, oziroma kako graditi mailing listo. Zdaj, tisti, ki vas zanima ta posel, bo to koristno, tisti, ki ne nočete tega, boste lahko, kako delati mailing listo, uporabili na kakšnem drugem področju. Tako da v resnici boste lahko to vsebino preslikali na drugo področje. Tako da jaz se vam zahvaljujem, vas vabim, da greste na mastermindacademia.com, dajte zdaj, ko ste to končali gledati, in se prijavite Praktik Mojster Coach, in ko me čakam, da se vidimo. Hvala lepa vsem in lep pozdrav. Preživite lep dan, jutro, večer, noč, in to, če niste včeraj na webinarju slišali, pa opazite, to je slikica, ki jo moja starejša hči naredila, in dajmo s to mislijo tudi zaključiti. Življenje je lepo, vsak trenutek šteje, preživite lep dan še naprej in ne dajte se odločiti, da bo vaše življenje in preostanek vašega življenja najlepši del vašega življenja do sedaj. Dajte dobiti znanja. Že prej sem vam rekel, če nekdo zna angleško, če nekdo zna nemško, če nekdo zna italijansko, razume jezik in se lahko z nekom pogovarja in je njegova vrednost na trgu večja. Če nekdo zna znanje NLP-ja, lahko razume nezavedni del sveta in je njegova vrednost na trgu večja. Izboljšajte in povečajte vašo vrednost, izboljšajte vaš potencial, pobrišite blokade in začnite živeti življenje, ki ga sanjate. Prijavite se. Hvala lepa, ko čakam, da se vidimo. In vas lepo pozdravljam. Hvala, ker ste me